Danes je vse večji poudarek na energijski učinkovitosti stavb, pri tem pa imajo pomembno vlogo okna. Številni se odločajo za sanacijo objektov in zamenjavo oken. Zato smo strokovnjaka vprašali, kakšne so možnosti za pridobitev subvencij in kreditov Ekosklada. Za večjo energijsko učinkovitost starejših stanovanjskih stavb Ekosklad občanom ponuja nepovratna finančna sredstva. Med drugim so na voljo tudi za zamenjavo stavbnega pohištva. Stara okna so v primerjavi z novimi bistveno bolj energijsko potratna. Tehnologija je v zadnjih 10-15 letih pokazala velik napredek, in sicer predvsem na področju zmanjšanja emisijskih izgub. To so dosegli s nizkoemisijskim nanosom na nekaterih slojih zasteklitev in pa z plinskim polnjenjem v medstekelni prostor. Pogoj za pridobitev nepovratne finančne spodbude Ekosklada je, da je vlagatelj lastnik starejše stanovanjske stavbe, ki mora biti zgrajena pred letom 2003. Stavbno pohištvo mora biti leseno, se pravi plastična okna niso predmet spodbude. Dodatno je pa pogoj tudi, da je okno vgrajeno po sodobnih smernicah vgradnje v 3 ravninah, tako imenovana RAL vgradnja. Pri zamenjavi stavbnega pohištva je pomembno, da posebno pozornost posvetimo tudi sami vgradnji in detajlom okrog gradbene konstrukcije. In sicer ne smemo pozabiti na toplotno izolacijo pod polico, okenske špalete in betonske preklade ob roletnih škatlah in podobno. Pomembno je, da so okna lesena, da gre za troslojno zasteklitev, ker dvoslojna že nekaj let ni več predmet nepovratne finančne spodbude, in pa da je distančnik med stekli ustrezno toplotno izolativen. Višina nepovratne spodbude je omejena na površino, in sicer se dobi največ 100 evrov na kvadratni meter zamenjanih oken, skupaj največ za 30 kvadratnih metrov. Skupna spodbuda je omejena tudi v deležu, in sicer lahko doseže največ 20%, če gre samo za samostojen ukrep. Če pa investitor izvaja več ukrepov, se pravi najmanj 3, in kandidira z isto vlogo za vse 3 pri Ekoskladu, potem pa je upravičen za vsakega od teh ukrepov do 30%. Ukrepi, za katere država ponuja nepovratna sredstva, so poleg zamenjave stavbnega pohištva tudi izolacija fasade, izolacija podstrešja, namestitev solarnih ogrevalnih sistemov in podobno. Za pridobitev finančne spodbude Ekosklada je pomembno, da v času oddaje vloge ukrep še ni izveden. To pomeni najprej potrebno pridobiti ponudbo in oddati vlogo, potem se gre šele lahko v izvedbo del. Podrobnosti o ustrezni opremi, ki je predmet finančne spodbude, lahko občani najdejo na spletni strani www.ekosklad.si. Za podrobnejše nasvete pa se lahko oglasijo v najbližji energetsko-svetovalni pisarni En svet, kjer smo svetovalci na voljo v več kot 50 krajih po Sloveniji.